Od slike do besede. Od slike do besede. Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v oddaji Od slike do besede. Tokrat se bomo dotaknili pomembnega človeka, pravnika, doktorja Andreja Gosarja. Lani oktobra je imel razstavo v konkatedrali Kristusa odrešenika v Novi Gorici, po razstavi pa je bila tudi odmevna okrogla miza, na kateri so sodelovali Ivo Jevnikar, dr. Janez Juhant, dr. Renato Podbersič, Mira Cencič in drugi. V oddaji bomo slišali, kaj so sodelujoči na tej okrogli mizi povedali o doktorju Andreju Gosarju. Najprej ima besedo Ivo Jevnikar. Veselimo se, da je tudi v Novo Gorico prišla razstava, ki jo je omogočila občina Logatec v spomin na svojega velikega sina, doktorja Andreja Gosarja. Če si boste prebrali sicer precej obsežno besedilo na vseh teh panojih, je sicer ni tako dolgo, ker je v več jezikih, boste imeli dober vpogled v osebnost in delo Andreja Gosarja. Da bi pa spoznali njegovo misel, bi bil napor precej večji, saj je napisal celo vrsto tudi zelo obsežnih socioloških del. Na koncu je vitrina in so njegove najpomembnejše knjige tam razstavljene. Bo se videla, tisti za nov državni red je kar debela knjiga v 2 zvezkih. Njegova krona njegovega nauka pa je verjetno krajše delo, izdano sredi tragedije 2. svetovne vojne. To je taka knjižica, Eden je Gospod, misli o Božjem kraljestvu na zemlji. V tej knjižici se prepleta njegovo versko, strokovno in politično izročilo. Dr. Gosar, ki se rodil leta 1887 in umrl 1970, ostaja malo znan in malo upoštevan misleč, čeprav velja za utemeljitelja socialne države in za ideologa krščanskega socialnega aktivizma na Slovenskem. Potem, ko je bil v prvi Jugoslaviji univerzitetni profesor in ploden pisec, a tudi politik, med drugim minister za socialno politiko v Beogradu, med vojno pa je okusil nacistično taborišče, je bil v povojnih letih deležen političnih pritiskov in obsojen na družbeno anonimnost. Nekaj je še brez podpisa objavljal v predhodniku sedanjega tednika Družina, Oznanilu, več pomembnih spisov pa je ostalo v predalu oziroma, še huje, skritih ali celo zakopanih, tako da jih spoznavamo šele po demokratizaciji Slovenije in tudi prav v zadnjih letih. Omeniti pa je treba, da je leta 1992 na predlog Lojzeta Peterleta tržaški rojak profesor Tomaž Simčič objavil prvo monografijo o Gosarju. To je ta knjižica, prva, Andrej Gosar, krščanstvo in socialno gibanje. Marca 2014 je bil prej v Logatcu in potem naslednji dan v Ljubljani znanstveni simpozij, mislim, da se je na to knjigo nanašal župan, z več kot 40 referati. Večina teh referatov je leta 2015 išla v tem zajetnem zborniku pri Celjski Mohorjevi družbi. Med neutrudnimi pobudniki številnih akcij za spoznavanje Gosarja, njegove misli v matični in zamejski Sloveniji, a tudi na tujem,
in med te akcije spada tudi ta razstava in omenjeni zbornik, je kulturni delavec Štefan Skleder, ki sedi tukaj ob meni, doma iz Prekmurja, a bivajoč v Zaplani. Povedal nam bo, kaj je bilo že storjenega in kaj bi bilo treba še storiti za spoznavanje nauka Andreja Gosarja. O Gosarjevi verski in socialni misli nam bo spregovoril filozof in teolog dr. Janez Juhant, ki je zadnja leta znan zlasti zaradi obširne monografije o dr. Lambertu Ehrlichu, a je marsikateri zapis posvetil tudi Gosarju. Letos je postal zlatomašnik in je sam sebi tudi izdal to zanimivo knjigo za osebni jubilej. In končno profesorica in plodna raziskovalka ter publicistka dr. Mira Cenčič, ki živi tu v Šempetru, a je Tomajka. V ponedeljek, torej predvčeraj, kaj je danes sreda, ne? Ponedeljek je obhajala visok življenjski jubilej, ki ga preživlja skrbjo za obširno rodbino, a tudi z vedno novim študijem in pisanjem. Tudi v prihodnji številki revije Mladika v Trstu bi šla zelo zanimiva njena delno znanstvena, delno spominska razprava. Spregovorila nam bo o Gosarjevih stikih z goriško sredino, ki je skušala preprečiti bratomorni spopad na Primorskem med drugo svetovno vojno. Torej, pričakovanja, ki jih je izrekel gospod vikar, verjetno ne bodo uresničena. V enem večeru se ne da povedati, kaj bo vsega še treba storiti in kaj lahko danes pove. To je en tak uvodni večer, da spoznamo Gosarja, ampak mislim, da lahko sledijo še naslednje poglobitve, zato da se tudi te želje lahko izpolnijo, ki pa so zelo, zelo zahtevne. No, jaz bi zdaj predal besedo Štefanu. Naročili so nam, naj bomo kratki, da se bo dalo potem tudi malo razpravljati, da bo vsakdo lahko povedal svoje mnenje oziroma še kaj vprašal. O doktorju Andreju Gosarju, pravniku, govori dr. Janez Juhant. Vesel sem tega večera in vesel, da ljudi, kakor dr. Andrej Gosar, dr. Lambert Ehrlich, dr. Anton Mahnič, dr. Aleš Ušeničnik in tako dalje, da omenim samo nekatere, kličemo v slovensko zavest iz preprostega razloga, ker so bili to ljudje, ki so krščansko misel poskušali po najboljših močeh, po tudi znanju, ki so ga obvladali, in to so bili ljudje, ki so bili svetovnega formata, vsi, ki sem jih omenil, in so skušali dejansko Slovencem dati možnosti, da krščanska misel tudi družbeno razširi. Sestavni del našega krščanstva je preprosto družbena angažiranost. Danes je v evangeliju govora, Jezus pravi pravičnost in ljubezen. To se pravi, prvič pravičnost je vedno zadeva, ki zadeva več ljudi, in to je bistveno sporočilo krščanstva, drugo pa ljubezen, in to je bila tudi osnovna misel vseh teh ljudi in seveda posebej Andreja Gosarja. Rečeno je bilo, in seveda je to znano, da je dr. Andrej Gosar bil v taborišču. Ko je prišel domov v svoj dom, je najprej pokleknil v svojo sobo in se Bogu zahvalil, da se je vrnil iz te kalvarije. Druga stvar, ki je nekako zelo jasno pove njegovo usmerjenost in tudi tisto, kar je bistveno našega krščanstva, ko govori v 30 letih o Oče našu, pravi, molitev Oče naša je temeljno sporočilo vsakemu kristjanu
in kako bi bile urejene družbene razmere, če bi se ljudje bolj tega držali, to se pravi tega, kar molimo v Oče našu. In seveda vse skozi mu je bilo to nekako ključno vodilo. In mislim, da je to tudi izjemno pomembno danes, ko včasih mogoče malo tožimo recimo o tem, da krščanstvo umira ali pa da kristjanov nas je manj in tako dalje. Jaz osebno nisem posebno zaskrbljen glede tega, sem pa zaskrbljen, da jaz in ti morda premalo storiva v tem smislu, da bi krščanstvo v tem duhu, o katerem govori Gosar, bolje delovalo v svetu, v katerem živimo. In tu imamo vsi zelo velike odprte možnosti, imamo tudi možnosti, da se bolje organiziramo. Tu pridemo tudi na tisto vprašanje, ki bi ga jaz zelo na kratko opredelil takole. Vsak človek je oseba in izhaja iz sebe. Gosar je govoril o tem, da ljudje delujemo zato, da uresničujemo sebe. Pravi, sebičnost je tista gonilna sila, ki vsakega izmed nas žene, da se družbeno angažira zato, da bo poskrbel najprej zase, potem pa seveda tudi, da bo vključil druge. In da je v vseh časih od začetku krščanstva ali pa bolje rečeno začetku človeštva prihajalo do teh napetosti, da je vsak človek dejansko nekaj enkratnega, kakor uči krščanski nauk, je enkratna osebnost in zato ima tudi vsak svoje poti. Bistveno, na kar je Gosar v vseh svojih teoloških, socialno-političnih, družbenih dejavnostih poudaril pa je, da je izjemno pomembna ta solidarnost. On je govoril o krščanskem v začetku solidarizmu, potem pa tudi aktivizmu, zato ker je prihajalo tu tudi do težav razumevanja tega pojma v odnosu do marksistov, posebej v 20 letih, in so seveda nekateri poskušali, da je krščanski socializem pravzaprav enak, tudi to se danes velikokrat ponavlja, temu marksističnemu socializmu, vendar je seveda bistvena razlika, ki jo je Gosar tudi praktično izrekel, ko je med drugo svetovno vojno, oziroma na začetku revolucije, prišel k njemu, sta prišla Vidmar in Kidrič in sta ga nagovarjala, da bi tudi on stopil v osvobodilno fronto. In je bila debata zelo ostra, kakor je pričal njegov sin, ki je slišal skozi stene, kako je Kidrič vpil nad njega. In je Gosar rekel, Kidrič, pa veste, Kidrič Gosarju, pa veste, da bomo mi zmagali. Je rekel, vem, da boste zmagali, zakaj pa ne pristopite k nam? Je rekel, ne morem in ne bom pristopil k vam. To se pravi, razlog, seveda, ki ga takrat v tej debati, ki je bila izrecno politična, nista najbrž opravila, pa je ta, da krščanstvo gradi ta soupravni ali samoupravni sistem, ki ga je kasneje tudi v bistvu kopiral Kardelj, čeprav o tem ni pravzaprav čisto jasnih analogij, ampak verjetno seveda ideja je pa bila Gosarjeva. Ampak bistveno vprašanje, ki razlikuje krščanstvo in pa marksizem, je, da je soupravljanje oziroma samoupravljanje mogoče na podlagi tega, da se svobodni ljudje odločijo za sodelovanje in da krščanstvo poudarja, da je oseba temelj družbenega reda, ne pa da sistem prisili ljudi, da delajo tako, kakor pač sistemski ljudje, ki vodijo družbo, odločijo. In tu je bistvena razlika, zato seveda tudi je samoupravljanje, kakor smo ga poznali po Kardelju, v bistvu oksimoron, to se pravi nesmisel zaradi tega, ker dejansko tam, kjer vi ljudi spravite na silo, da bodo nekaj odločili,
pravzaprav niste ljudem dali svobodno, da se odločijo, ampak ste jih vi prisilili. Kajti samouprava v krščanskem smislu pomeni, da se osebe združujejo, in to vidite, da dejansko v našem sistemu še vedno težko deluje. Župani občine dobro veste, kako težko je upoštevati male enote, ki so temelj krščanskega družbenega reda tudi po Gosarju. Ni pa mogoče, da se to seveda odreja z vrha, kajti kar se dela v Logatcu ali v Novi Gorici ali kjerkoli drugje, lahko odločijo tisti ljudje, ki so tam. Prvič bodo to bolje poznali, drugič bodo pa zato tudi bolj odgovorni in bodo seveda za svojimi odločitvami tudi stali. To je bistveno načelo, ki ga je poudarjal Gosar, ki pa seveda tudi izraža bistveno sporočilo krščanskega družbenega nauka. Bog je človeka ustvaril, da sam kot svoja oseba se družbeno angažira, da se povezuje z drugimi, in manjše enote, to se pravi subsidiarnost, je tista, ki omogoča potem, da tudi te stvari primerno delujejo. Ampak bistvenega pomena pri vsem tem delovanju, kakor Gosar zelo jasno poudarja tudi v njegovem delu, prej ni bilo omenjeno, recimo leta 1994 je šla njegova socialna etika, ki jo je pisal proti koncu vojne in po vojni, in v tem delu on pravi, da etika je mogoča samo takrat, kadar dejansko ljudje delamo kot svobodna bitja, ne pa kadar nas sistem prisili, da tako ali tako moramo delati. In Gosar kot človek vere je pri tem seveda poudaril, to velja za te vse družbene načela, se pravi oseba, solidarnost, to se pravi povezovanje oseb, subsidiarnost, sistem izhaja od spodaj, ampak bistvenega pomena za krščanski družbeni nauk pa je seveda to, kar je Gosar izrazil s svojim komentarjem k Očenašu, pa tudi kar seveda poudarja v vseh drugih delih, da je vera tista, ki omogoča družbeno življenje, kajti človeka postavlja na globlje temelje, ki mu omogočajo, da na vsakdanjosti pristopa iz globljih razlogov, to se pravi iz razlogov vere, in mu omogoča, da potem tudi stvari dolgoročno gleda. Tako je seveda Gosar prepričan, da vsi družbeni sistemi ostajajo v tem smislu nepopolni, zaradi tega, ker je človek nepopolno bitje, ker ni mogoče nobenega sistema tako dograditi, ampak vsakdo izmed nas pa ima kot veren človek potem ustrezno motivacijo, da svoje delovanje v kakršnemkoli sistemu, tudi če je recimo še tako, bi rekli, nečloveški, protiosebni, vendarle uresničuje v vsej polnosti, in Gosar je to pokazal s svojim delom, ko se je oprl tako komunistom, kakor kasneje, ko so ga seveda tudi izdali, da je moral v zapor kot številne druge Slovence, ki so šli svojo pot, ampak vedno znova je bistvenega pomena, da človek vere gre tudi skozi vse te kalvarije, kajti s tem gre po tisti poti, po kateri je šel Jezus Kristus, ki je svojo družbeno angažiranost razumel kot delo, kot izpolnjevanje Božje volje. In to je tisto, kar pravzaprav nas, kristjane, tudi v sodobnem svetu osvobaja vsakršnih ujetosti, tudi omogoča kljubovanje vsem različnim sistemom in kar omogoča tudi seveda sodelovanje. Da je v določenih časih, tudi v naši polpreteklosti, prihajalo do določenih napetosti, je seveda več razlogov. Prvič so komunisti, kar posebej izpostavljam tudi ob študiju Lamberta Ehrlicha, seveda zelo izkoristili to različnost pristopa, kakor so imeli mladci ali pa stražarji, ki je bila predvsem v tem, da je Ehrlich recimo svoje stražarje čisto v Gosarjevem smislu učil v družbeno angažiranost, to se pravi, da se čim bolje tudi kot
skupina organizirajo, poskušajo tudi izdelati smernice, kako se bodo družbeno čim bolje uveljavljali, tudi v takratnih zahtevnih razmerah. Zato je bil tudi Ehrlich takrat med vojno recimo zato, da se dejansko v družbenem življenju v takratnih razmerah takoj upremo nacistični in fašistični zasedbi Slovenije, da se ustanovi vlada. Tako je predlagal tudi Banu na Tlačenu in poskušal tudi ljudi spodbuditi k temu, ker do tega ni prišlo, so seveda potem tudi zaradi tega povzeli iniciativo drugi in je prišlo potem seveda tudi do vojne, do revolucije, ki so jo pravzaprav komunisti izkoristili za to, da so pač oni prišli na oblast in kot vemo, so dejansko tudi ukalkulirali, da se bodo ljudje uprli, ker bodo oni tako nasilno nastopali nad slovenskim narodom. In v tem je pravzaprav bila sporočilo Ehrlicha, ki so ga pa potem tudi odstranili, da on dejansko pri tem sploh ni mogel nič sodelovati, ampak kljub temu je Ehrlich zagovarjal stališče, da se narod lahko okupatorju in seveda tudi zasedbi ustrezno upre in omogoči, da bo tako dosegel svoje delo. In v tem je tudi njegovo sporočilo o slovenski državi, o povezovanju vseh demokratičnih sil, ko bo vojne konec, kakor je on to poudaril. Pri Gosarju je bilo seveda stališče zelo podobno, tudi Gosar je zagovarjal ta stališča. Pomembno je celo to, kar zadeva njegovo socialno delo, da je kot minister oziroma takrat še poverjenik v narodni vladi leta 20 izdal nalog kot poverjenik za socialne zadeve, da se tisti, ki imajo stanovanja, da se tistim posebej lastnikom stanovanj ali pa tistim, ki so bogati in imajo dovolj sredstev, nekako naloži, da ta stanovanja dajo tistim, ki jih ne morejo imeti, ker nimajo dovolj premoženja. Oni sami pa zidajo nova stanovanja in to je seveda naletelo na velik odpor in Ivan Tavčar je zelo ostro nastopil potem tudi v slovenskem narodu proti temu razmišljanju. To kaže predvsem, da je Gosar hotel vedno in povsod najbolj potrebnim, kakor je bilo tudi uvodoma rečeno, omogočiti, da se bodo čim bolj lahko tudi družbeno ohranili, preživeli in vzdržali. Bistveno sporočilo pri tem Gosarju pa je vedno bilo, da je zato potrebno tudi vsestransko angažiranje vernih ljudi, da je potrebno to tudi organizacijsko izpeljati na vseh področjih v razmerah, v kakršnih pač ljudje živijo in zato je seveda tudi izpeljal ustrezna načela, po katerih se to najbolje izpelje. Nekaj besed o času, v katerem je deloval, je povedala tudi Mira Cencič. Velike spremembe so nastajale tudi takrat na Primorskem. 41. leta je bil drugi tržaški proces, Nanoška bitka. Veliko domoljubov, slavofilov, kako so jim rekli, anti-Italijanov je bilo po zaporih. Prve konflikti s partizani, prve strelje s partizani so nasilje Italijanov še toliko pospešile, da so gorele naše vasi, se polnile ječe in da so potem mlade fante, nepolnoletne, še pošiljali v posebne bataljone. V Gorici na travniku je vpil Mussolini, da je treba pobiti vse moške te preklete rase. Vse to je spodbudilo odpor in simpatijo za partizane, zato so začeli fantje namesto na italijansko vojsko, so šli v gozd. Goriški duhovniki so poročali svojim somišljenikom v Ljubljano,
pač, da je primorsko ljudstvo ima simpatije do Osvobodilne fronte, da je narodno proti Italijanom, da je tudi ni komunistično in ni komunistično in sam tale Ivan Juvančič, eden najpomembnejših duhovnikov in duhovni vodja tega gibanja v Gorici, je potožil, da je zelo težko ravnati krščansko, da je vodstvo komunistično, bojevniki pa so narodni in krščanski. Duhovniki so pač ugotovili, da ljudstvo se je odločilo. To jih je vodilo velikansko stisko, ker so vedeli, kdo vodi ta odpor, niso pa hoteli razkola med ljudstvom in cerkvijo, niso hoteli zapustiti svojega ljudstva, ki že več desetletij se borijo skupno proti raznarodovanju in ko so jih oni vzgajali in oni domoljubno usposabljali za dolgotrajno ohranitev svojih narodnih vrednot in tako je potem Ivo Ivančič, bogoslovni profesor v semenišču v Gorici, pozval duhovnike, naj ostanejo na strani z ljudstva in da naj za vero se borijo z ljubeznijo. Napisal je tudi posebno brošuro, v kateri temeljuje pravico do upora tiranom in da se naj pač dvignejo nad stranke, naj se delujejo vsemi, naj preprečuje hujše zlo in naj pomirjajo in vendar nikakor ne sprejemajo kakšnih posebnih nalog v nobeni torej politični skupini. Februarja 1943. pa je zbor svečenikov svetega Pavla v Gorici, to je krščanska, torej društvo duhovnikov, primorskih duhovnikov, ki je skupaj z desno stranjo društva Edinost, torej se je počasi stapljalo v to tajno socialno-krščansko organizacijo, so sprejeli navodila, ki jih je v Gorico poslal Virgelšček, da pač ne dovolimo, da so naši fanti šli v gozove iz domoljubja, ne zaradi komunizma, zato ne moremo dovoliti, da bi proti njim nastopili z orožjem, da je potrebno pomirjati, preprečevati hujše zlo in tudi preprečevati razširitev bratomorne vojne na Primorskom. Tega se je držala večina duhovnikov. Tako da so se znašli v jeseni, ko so po razpadu Italije in so začeli Nemci osvajati to naše ozemlje na Goriški fronti svojimi fanti, kako so rekli, zlatimi fanti, ki so se prvi odločili za upor in za obrambo domovine. Tam so tolažili, torej pokopavali in takrat je tudi napisal zelo zanimivo misel žabelski duhovnik, ko je rekel, kdo nas bo kritiziral, kdo nas bo obtoževal. Vedeli smo, da eno drevo ne ustavi plazu. Tako smo pastirji drveli za svojimi ovčicami po zastrupenih travnikih, da bi ubranili, da zatijo prepad. 44. leta pa je prišlo do precejšnjih sprememb. Spomladi so se vračali domov voditelji teh primorskih političnih strank, kar je ogrožalo torej voditelje odpora in zaradi tega so padali nekateri streli od neznanih storilcev in seveda vzroke so kazali na nasprotno stran. Prišlo je tudi do rahlega razhajanja te primorske sredine, ker je precej teh državskih liberalno usmerjenih voditeljev pristopili v Osvobodilno fronto. Nekateri prostovoljno, nekateri pa zaradi preplahu, ki so ga umetno ustvarili, da jih so izgnali iz Trsta. Torej, ta ljubljanska sredina je še vedno poskušala vplivati na goriško sredino, čeprav so že pristopili v torej, Slovensko zavezo, vendar in so jih svetovali, naj tudi oni se pridružijo Slovenski zavezi.
Tukaj so pa bili neposlušni, ker niso želeli ustreči Kardelju, ki je neprestano pošiljal ukaze svojim udbovskim sodelavcev, razdvajajte sredino, spravljajte jih na sprotne tabore, da jih bomo lažje pokončali. Sredina, kakršna je bila, nekompromitirana, je imela večji vpliv na ljudi in bolje ogrožala komunistično oblast in tudi res preprečevala hujše zlo. Tako so potem prav goriški sredinci ostali edina prava sredina v vsem tem vojnem času in na račun tega, da so bili kritizirani in napadani vse strani, eni so naučiteli, da so podporniki komunizma, drugi so naučiteli, da so Bela garda in da so narodni izdajalci. Ne glede na te težave so opravili svojo vlogo. Na Primorskem ni prišlo do bratomorne vojne v takem obsegu. Prav komunisti so spremenili nasilno svoj odnos do prebivalstva, zato so uporabljali bolj posredna sredstva in navidezno je bila tukaj narodno-osvobodilna borba, kako so rekli, nekako bolj domoljubna. Za vse delo, ki so ga ti duhovniki opravili, pa seveda ni bilo nobenega priznanja. Ko so korakale partizanske čete v Gorico, so bili posebno ti sredinci z laičnih skupin, laičnih vrst zaslišani, odvedeni v zapore. Medtem ko duhovniki so v tem času, dokler je bila tukaj zavezniška vojaška uprava, še delovali s ciljem, ki so ga postavili, združitev vseslovenskega ozemlja in vlagali peticije na komisije, ki so razmejitvene komisije in tudi sodelovali v teh komisijah s preprečevanjem, naj se združi slovensko ozemlje v Jugoslaviji taka, kot je, namreč v prepričanju, da politika se menja, narod pa ostane. Večina je ostala potem v onstran meje, duhovniki brez pokojnine, včasih tudi brez svoje fare, dva sta zaradi svojega delovanja bila potisnjena v laični stan, Virgilšček in Ivo Juvančič. In kako se je potem dogajalo z duhovniki, vemo. Tomajski župnik je napisal svojo kroniko. Kričali se proti fašizmu, borimo se proti fašizmu. Ja, je rekel, mi smo se borili proti fašizmu prvi, a zdaj so nas spravili v isti žakelj in tolčejo po nas. Spremljate oddajo Od slike do besede. O dr. Andreju Gosarju bo govoril dr. Renato Podbersič. Ker je večer posvečen Gosarju, vseeno, da bomo vedeli, o kom govorimo, se ga bolj dotaknemo. Bila je tekom večera vzpostavljena dihotomija, naši, vaši, partizani, domobranci. Retorično vprašanje, a je obstajala tretja pot? Da, če pogledamo danes, da. In to je bila jugoslovanska vojska v domovini, tako imani Mihajlovićevi četniki, ki poskušajo tudi na Primorsko prodret. Njim, kot legitimist, je ostajal zvest tudi Andrej Gosar. Rekel sem samo 3 minute, imam še 2, ne? V štabu Draže Mihajlovića je leta 1944 nastal načrt tako imenovane neodvisne svobodne Jugoslavije pod vodstvom kralja Petra. Govorimo o tisti strani, ki je bila poražena v 2. svetovni vojni in kjer bi bila ena od edinic, kot so temu takrat rekli, tudi združena Velika Slovenija.
In veste, koga je Draža Mihajlović oziroma njegov krog predvidel za predsednika te Slovenije? Andreja Gosarja. Te dokumente sem najdel pred 2 leti v štabu Draže Mihajlovića v vojnem arhivu Srbije, so lepo ohranjeni, žal, ker je marsikaj v naši državi, naši družbi, nasledstvu Jugoslavije nerešeno, se jih ne da kopirati, niti poslikati. Časi se bojo enkrat spremenili, tudi tukaj v tem pogledu. In morda, tako jaz jih imam prepisane te dokumente, drugače ni šlo, ampak morda jih bomo nekega dne lahko tudi objavili. Torej, če bi zmagala protikomunistična stran v državljanski vojni, kar se je do jeseni 43 v Teheranske konference zdelo ne tako neverjetno, po Teheranski konferenci pa zelo neverjetno, in podobno kot so imeli partizani svoj, oziroma Titova stran svoj avnoj, so imeli tudi četniki svoje zasedanje v vasi Ba in potem naprej. In vemo, da zavezniki držijo stike s četniki Draže Mihajlovića do decembra 1944, ampak da znamo postaviti današnjega, bomo rekli, slavljenca, v navednicah, v prostor in čas, če bi zmagala partizanom nenaklonjena stran, torej če bi Jugoslavija se razvijala po nekih drugih, zahodu bolj prijaznih parametrih, bi bil vodja Slovencev Andrej Gosar. Kaj pa odnos Andreja Gosarja in Edvarda Kocbeka, o tem dr. Janez Juhant. Torej, zelo jasno je to povedano v tistem sestanku, ki sta ga imela Vidmar in Kidrič pri Gosarju. Seveda, to je bilo že v začetku, konc leta 1941, ko so komunisti že angažirali ljudi. Seveda je pa vse skozi bilo to nasprotovanje, predvsem v tem smislu, da je Andrej Gosar v začetku sicer bil, namreč zgodovina je dosti zapletena tega gibanja. Jugoslovanska strokovna zveza, to je bil sindikat, ki ga je ustanovil leta 1909 Janez Evangelist Krek. To so bili, bi rekli, krščansko-socialni sindikalisti, ki so tudi po prvi svetovni vojni skušali politično udejstvovati in tudi seveda s sindikalnim gibanjem zagotavljati pravice delavcev, kar je bila nekako glavna Krekova ideja. Seveda v začetku so imeli tudi podporo pri Andreju Gosarju v 20 letih, potem je postal socialni minister, bil seveda kot član, socialni minister kot član Slovenske ljudske stranke. Takrat je pa prihajalo vedno bolj tudi do nesoglasij, ki izhajajo čisto iz praktičnih težav. Socialni minister mora nekako zagotoviti socialni mir v državi, sindikalisti pa se seveda borijo za svoje pravice. In so kasneje potem drugi postali bolj vplivni v tem krščansko-socialnem gibanju Jugoslovanske strokovne zveze, predvsem brata Tominca, pa še nekateri drugi, tudi Engelbert Besednjak, tudi z revijami, ki so takrat izhajale. In seveda tukaj prihaja do tistega zelo ključnega vprašanja, ki ga je Andrej Gosar tudi v 30 letih nekako označil, da je težava, da socialni sistem, ki bi ga bilo treba izboljšati, da številni ljudje, tudi politiki, tudi gospodarstveniki, sploh niso sposobni, ne vedo, kako bi se to uresničilo, čeprav bi se to moralo uresničiti za družbeni mir. In tukaj prihaja potem do takih težav, tudi to, kar je bilo rečeno, te nasprotja v jugoslovenskem krščanskem gibanju sploh, izhajajo preprosto iz tega, da Gosar pravi, po marksistično tega ne moramo narediti,
to se pravi na silo, ker s tem pravzaprav ves normalen človeški red in tudi družbeno dogajanje izničimo, kar se je seveda potem tudi videlo, ker na silo ljudi prisilimo pod nek pokrov, ki pa tudi ni dolgoročno vzdržen, kar pokažejo tudi vsi primeri teh socialnih revolucij, ki so se zgodile. Ampak prenovo tega bi bilo treba delati duhovno, pravi, zato pa seveda ljudje niso sposobni, to je zelo zahtevno, je treba sodelovati, se je treba pogovarjati in zato je bil Gosar tudi nekako bolj nasproti temu. Absolutno pa je bil nasproti seveda temu Kocbekovemu iz teh razlogov, ki sem jih omenil, da se je on pridružil seveda komunistom že v svojem premišljevanju v Španiji, za katerega je posebno reagiral dr. Lambert Ehrlich kmalu potem v Slovencu z 3 odzivi, v katerih pravi, da Kocbek popolnoma spregleda resnično stanje v Španiji, ki je seveda stanje komunistične revolucije, kakršna je bila v Sovjetski zvezi, z nasiljem, z pobijanjem ljudi, s pobijanjem seveda predvsem tudi cerkvenih voditeljev, škofov, duhovnikov, redovnic in tako dalje. In seveda tega Gosar ni sprejemal, ker je on vse skozi zagovarjal sodelovalni način, ki pa nikoli ni dejansko praktično lahko uresničljiv, ampak z velikimi napori, z veliko duhovnega gibanja. In seveda to je tudi tisto, kar je pomembno tudi za nas danes. Recimo Berdjajev na primer pravi, da revolucije ni mogoče izničiti tako, da rečemo, da bomo proti revolucijo naredili, ampak je mogoče samo z alternativnimi sredstvi. Recimo Berdjajev tudi govori tisto, kar nam danes recimo zelo prezentno, da pravi o mladcih, ki so išli iz komunističnega, ki pa jim gre samo za oblast. Recimo takoj lahko vidite recimo primerjave recimo z našim stanjem. Pravi, tega ti ljudje ne morejo uresničiti, ampak uresničijo lahko samo alternativni ljudje, globoko ukoreninjeni na duhovnih temeljih. To pa je seveda bil Gosar vse skozi zagovornik te poti in je poskušal tudi v političnih, zelo zahtevnih takratne Jugoslavije, ki je bila seveda v veliki meri izjemno zahtevna pot uresničevati in zato seveda tudi ni bil sprejet. Jaz se sicer verjamem, da je Mihajlović mislil, da bi Gosarja vzel, ampak ne verjamem pa, če bi on dejansko lahko tudi v tistih razmerah to izvedel. Dr. Andrej Gosar je po upokojitvi živel tiho in delovno na svojem domu v Trnovem v Ljubljani do svoje smrti 21. aprila leta 1970. Množici, ki se je zbrala k pogrebu na Žalah, je ljubljanski nadškof Jožef Pogačnik o pokojnem Andreju Gosarju dejal: Umrl je vzoren krščanski mož, oče številne družine, idealen lik katoliškega javnega delavca. Njegov zgled molitve, resničnega katoliškega mišljenja in ravnanja bomo pogrešali, ko prav danes tako manjka vzorov, ob katerih naj bi se tavajoča mladina zgledovala. Dr. Andrej Gosar je o družbenih in ekonomskih vedah izdal 19 samostojnih spisov za približno 3000 strani. Glavno njegovo delo pa je za nov družabni red v 2 debelih zvezkih, v katerih je razgrnil svoje poglede na družbeno in politično življenje. Priporočamo v branje. Hvala, spoštovani poslušalci, da ste bili nocoj z nami. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Takoj po predvajanju bo oddaja dostopna med našimi podcasti. Lahko noč.
Od slike do besede. Od slike do besede.